Lep pozdrav vsem. Jaz danes zastopam arheologijo. Kar razlikuje arheologijo od drugih prostorskih znanosti, so predvsem podatki. Arheologi delamo zelo nepopolnimi, fragmentiranimi podatki, ki so polni šuma, ki so polni nekih pristranosti in podobnih stvari. In s pomočjo teh podatkov poskušamo razumeti neke procese ali pa dogodke, ki so se odvijali v preteklosti. Cilj mojega današnjega predavanja je ravno to, kako iz nekih nepopolnih podatkov razumeti eno epizodo poselitve v Panonski nižini, s tem, da ta naloga ne prinaša nekih novosti v smislu analiz in podobnih stvari, ampak predvsem v tem, kako tretiramo podatke in kako iz nekih zelo nepopolnih podatkov izluščimo neko koherentno zgodbo. Začnimo na začetku. Neolitik je en skupek iznajdb, ki se pojavi okrog leta 9500 pred našim štetjem na Bližnjem vzhodu, zaznamuje ga predvsem udomačitev rastlin in živali, stalna naselitev v hišah, intenzivno družbeno in religiozno življenje. In ta skupek se izkaže kot izredno uspešen in se začne kmalu širiti tudi proti Evropi in drugam po svetu. Imamo dovolj podatkov, da lahko na nek način rekonstruiramo ves ta proces, vsaj v grobem. Ta proces traja več tisoč let, se razlikuje od regije do regije in približno v 5000 letih doseže recimo Škotsko, Skandinavijo in tako naprej. Mene zanima predvsem tale del, ki sem ga označil tam, se pravi ta prostor zahodne Panonske nižine, ki je tudi ena izmed ključnih točk razširitve neolitika iz Balkana v Srednjo Evropo in se dotika seveda tudi našega prostora, ki je na tej generalni karti tudi na nek način bela lisa. Se pravi, tu je študijsko območje, ki nas zanima, se pravi nekaj zahodno od Donave ali pa zahodni del Panonske nižine z obrobjem vzhodnih Alp. Modeliranje tega procesa temelji na radiokarbonskih datacijah. Radiokarbonske datacije so ocena starosti nekega vzorca, ki temelji na predpostavki, da je v ozračju na nek način v okolju konstanten delež tega radioaktivnega izotopa ogljika C14 in ta delež je tudi v bitih, ki živijo v tem okolju konstanten, dokler so živa, dokler izmenjujejo snovi z okoljem. Ko umrejo, se začne ogljik ne prihaja več v organizem, začne se radioaktivni razpad, ta izotop ima razpolovno dobo približno 5700 let in iz deleža radioaktivnega ogljika v nekem vzorcu lahko določimo starost tega vzorca. Tako kot je recimo to zoglenelo žitno zrno, tak tipičen arheološki vzorec, s katerega lahko določimo starost. S tem, da so stvari malo bolj zapletene. Zakaj? Zato, ker delež izotopa ogljika C14 ni bil konstanten v ozračju, ampak se spreminja, zato je treba ta datum, to datacijo, ki jo dobimo, kalibrirati. In rezultat tega je tisto, kar vidite spodaj, neka verjetnostna razporeditev, da je prav datum za ta vzorec pade nekam v to krivuljo. Tako da približno dobimo s tem metodo datiranja datume na približno 100 do 200 let natančno, nekako bi se rekli zdaj s trenutno stanjem stvari. V zadnjih 70-60 letih, odkar je ta metoda dostopna arheologom, se je nabrala velika količina vzorcev. In naenkrat se zdi, da ta kvantiteta vzorcev postaja nek nov vir. Se pravi, ne gre več za to, da datiramo posamezne vzorce, ampak da iz skupka teh podatkov, datumov, izluščimo neke procese, dogodke v preteklosti. In to je bil cilj moje metode, to je izhodišče moje metode. Gre za to, da kvantiteta nekih majhnih
datacij, vzorcev, ki datirajo v bistvu, če tako mislimo, neke totalno nepomembne stvari. Gre za konec metabolizma nekega organizma. Če pogledamo oddaleč kot celoto, kot neko veliko podatkovje, prinese neko novo kvaliteto in to je razumevanje nekih procesov, prostorsko-časovnih procesov v preteklosti. Glavno orodje, ki ga uporabljam, je tako imenovana vsota verjetnostnih porazdelitev, ki temelji na tem, da v bistvu verjetnostne porazdelitve datumov seštejemo skupaj. In predpostavka je v tem, da več, ko je bilo poselitve v preteklosti, več, ko so ljudje smetili, puščali odpadke v tleh, več je možnosti za datiranje, več imamo radiokarbonskih datumov in bo tudi ta krivulja višja. Taka zelo preprosta predpostavka, se pravi, več aktivnosti v preteklosti, večja ta špička na krivulji. Seveda pa stvari niso tako preproste. Tle je cel kup pristranosti. Nekatera najdišča so bistveno bolj vzorčena kot druga. Nekatera obdobja so bolj vzorčena kot druga, zato ker so raziskovalce zanimala nekatere obdobja bolj, nekatere plasti morda bolj. Nekatere regije so bolj vzorčne kot druge. Tako da se ne moramo zanesti, da bomo kar sešteli vse te datume in dobili nek vzorc ven. Tako da postopek, ki sem ga jaz uporabil, je, da sem te datume na nek način agregiral. Se pravi, en način, da se izognemo pristranostim, je agregacija datumov. Tako da sem študijsko območje razdelil na te celice, šesterokotne celice, velikosti približno 500 kvadratnih kilometrov in agregiral datume ne znotraj najdišč, ki so zelo pristrana, ampak znotraj posameznih celic. Skratka, vzel sem datume z več najdišč znotraj celice in sem te datume najprej agregiral ne samo znotraj celice, ampak celo znotraj nekih časovnih razredov. Zakaj? Zato, da se izognemo tej pristranosti, da so bile nekatera obdobja, nekatere plasti bolj vzorčne kot druge in potem vse to skupaj seštel v verjetnostno porazdelitev posamezne celice. Ja, to so osnovni podatki o recimo gostoti podatkov, kvaliteti podatkov. Tle vidite, koliko malo podatkov moramo arheologi delati, da dobimo neke rezultate. Skratka, imamo eno datacijo na 4 leta, 2,3 datacij na celico in tako naprej. Relativno nizka gostota podatkov. To je, najprej sem kartiral gostoto podatkov, ki nam kaže, da v bistvu študijsko območje relativno prazno, ampak se podatki najdišča ali pa poseljene celice se grupirajo v nekih skupkih. Ti skupki na eni strani odražajo neolitsko poselitev, vidimo recimo Alpe so zelo prazne, na drugi strani so pa tudi kažejo pristranosti vezane na neke raziskovalne prioritete, recimo, zelo značilna je ta recimo madžarsko-slovenski skupek, če ga smemo tako imenovati, ki kaže v bistvu gradnje avtocest. Tako, skratka, imamo zelo, skratka, z grupiranjem podatkov v te šesterokotne celice smo se na nek način poskušali izogniti vsem pristranostim na nivoju najdišča, plasti in tako naprej, tudi na nivoju nekih mikroregij, ne moramo se pa seveda tem nekih večjim vzorcem pristranosti, ki jih je treba interpretirati pol drugače. Skratka, za vsako izmed teh celic smo izračunali vsoto verjetnostne porazdelitve, odrezali smo nek rob te porazdelitve in ta začetek, spodnji rob, vzeli kot začetek poselitve v posamezni poselitveni celici. To je rezultat, ki kaže v bistvu nek dosti zanimiv vzorec, imamo nek gradient vzhod-zahod. Se pravi, Slavonija, imamo najzgodnejše datume, ta zahodni del, imamo kar nekaj teh celic, ki imajo relativno zgodnjo poselitev, Alpe so pa zelo pozno poseljene. Da bi bolje razumeli, to je se pravi nek način fragmentirana slika nekih preteklih procesov in dogodkov. Da bi jih bolje razumeli, smo poskušali oceniti začetek poselitve na študijskem območju s pomočjo
interpolacija teh podatkov s pomočjo krigginga. Zdaj ne bom šel v detajle, kako smo naredili kriging. Skratka, to je rezultat, to je nek način spodnja časovno-prostorska meja tega pojava, ki ga opazujemo. S tem, da smo izločili smo celice samo z enim datumom, tako smo malo pazili na to, da pač so podatki toliko, da se nekim pristranostim izognemo in spet kažejo neko zelo zanimivo sliko, se pravi ta gradient vzhod-zahod, Alpe zelo pozne. Zgodnja poselitev, tudi ta gradient vzhod-zahod ni zelo zvezen, ampak nastopa v nekih več skupkih ali pa enklavah, kot jih imenujemo v arheologiji. To je nekaj, kar smo že prej opazili v arheološkem zapisu, da se ta zgodnja neolitska poselitev ne pojavlja, ne širi zvezno, ampak se pojavlja v nekih enklavah, zelo oddaljenih med seboj. In tukaj vidimo, Slavonija je nek način izhodišče, imamo neko enklavo ob Donavi, na zahodnem robu Panonske nižine in v Dunajski kotlini nekako. In na ta način lahko celo razumemo neke procese širjenja neolitike. Zdi se, kar je najbolj smiselno, da je neolitik se širil ob Donavi, ob rekah, po Dravi in morda celo po Savi proti Alpam. Iz tega lahko sklepamo. Vidi se pa tudi, da v bistvu je bil celoten prostor, če pogledamo od Slavonije do Dunajske kotline, poseljen relativno hitro. V 250 letih imamo v bistvu že ves ta prostor poseljen. Tako da hitrost širjenja teh enklav je relativno hitra. Nas je pa zanimal tudi drug proces, širjenja poselitve okrog teh enklav, polnjenje prostora. To smo modelirali tako, da smo v bistvu iz naklona in usmeritve te površine, ki smo jo prej interpolirali, izračunali hitrost širjenja in jo tle vizualizirali kot vektorsko polje. Ta proces, ta širitev je pa bistveno počasnejša kot tisto, kar smo opazovali prej, in je nekje med pol do 2 kilometrov na leto hitra. Ujeli smo na nek način dva procesa na ta način. Tretja stvar, ki smo jo naredili, je, da smo vse te vrednostne porazdelitve sešteli skupaj in na ta način dobili tudi neko zelo grobo demografsko oceno poselitve tega prostora. In ta krivulja, ki smo jo dobili za celotno študijsko območje, je zelo zanimiva. Imamo neko zelo strmo rast, imamo neki vrhunec tam okrog 6500 pred sedanjostjo in potem dosti hiter upad. Ta krivulja je značilna tudi za druge prostore po Evropi. Je značilna za to zgodnjo neolitsko poselitev, kjer jo zaznamuje hitra demografska rast na začetku poselitve, ko doseže nek rob, opazimo pol nek crash. In nekaj podobnega tudi vidimo tle. Zdaj, seveda, ker je vse te špičke, ki jih vidimo na tej vsoti verjetnostnih porazdelitev, so seveda tudi rezultat kalibracijskih krivulj in vsega tega šuma, ki se je nakopičil v arheoloških podatkih. Zato smo to primerjali v bistvu z nekim stacionarnim modelom poselitve, kaj bi bilo, če bi bila ta poselitev stabilna. Pač z Monte Carlo metodo smo vzorčili iz te stacionarne porazdelitve datume in primerjali to našo empirično krivuljo z to modelsko krivuljo. In tisto, kar je več ali pa manj od 25% intervala zanesljivosti, tam lahko res rečemo, da se je nekaj dogajalo. Skratka, imamo rast na začetku, imamo nek vrhunec med recimo 7000 in 6000 pred sedanjostjo in potem nek upad tam po okrog leta 5800 recimo precej značilen upad poselitve. Ta proces lahko vizualiziramo tudi kot neke animacijo nekih slojev časovnih in ga lahko vizualiziramo tako. To je recimo 7500 pred sedanjostjo, se pravi 5500 pred našim štetjem, se pravi zgostitev poselitve v Slavoniji in enklave v zahodnem delu Panonske nižine. Opazimo lahko ta proces širitve, ekspanzije okrog teh enklav, pojav neke bolj sklenjene poselitve. Zanimivo za naš prostor je zanimivo tole, 6500 ekspanzija v vzhodne Alpe,
Tu je tudi čas maksimalne poselitve tega prostora, tiste špičke na tej demografski krivulji. Ne? In po letu 6500 nek začetek ekspanzija spet naprej v Alpah, v tam jedrnem območju pa nek upad poselitve, ki je korelira z pojavom bakrene dobe in nekih drugačnih vzorcev poselitve. Pojav večje vloge živinoreje, večje mobilnosti, manjše vidnosti naselbin, zelo kratkotrajnih naselbin. Nek proces, za katerega poznamo arheološko, ampak ga zdaj lahko tudi prostorsko oprimemo in vidimo, da je jedro tega procesa je na temu v Slavoniji in v vzhodnem robu Panonske nižine. In ta proces se nadaljuje do konca našega časa študijskega, kjer se v bistvu poselitev zanimivo ohranja, smo na robovih Alp, drugje jo pa skoraj ne zaznamo več. Zdaj, če povzamem, skratka, v tej nalogi smo neolitik razumeli kot nek zelo kompleksen časovno-prostorski pojav, ki ga vzorčimo z pomočjo radiokarbonskih datacij. Težava datacij in podatkov, s katerimi delamo, je ravno v fragmentarnosti, v šumu in podobnih stvareh, zato smo se temu poskušali izogniti ali pa ublažiti predvsem s pomočjo agregacije podatkov. In na ta način smo na nek način razumeli to sosledje poselitve, ujeli smo na nek način dva procesa na ta način. Proces te primarne poselitve s pomočjo enklav, ki se začne na začetku neolitika, in na drugi strani proces širjenja teh enklav in zapolnitve prostora, ekspanzija neolitske poselitve v celotnem prostoru. Dobili smo pa tudi prostorsko smo uspeli zamejiti stvari, ki jih poznamo drugače z arheološkega zapisa, predvsem spremembo poselitve v začetku bakrene dobe. Hvala.